Dober dan in dobrodošli v Studiu Evropa. Dobrodošli v pogovoru s poslanko Evropskega parlamenta in poslancem Evropskega parlamenta, pa ne zgolj o temah, ki jih prihodnji teden čakajo na plenarnem zasedanju, pač pa širše, tudi o drugih aktualnih temah Evropske unije. Ob vse boljših trendih, vse boljši epidemični sliki se uvaja covidno potrdilo, digitalno potrdilo, ki naj bi pomagalo pospešiti gibanje po Evropi. Spustili se bomo do samih temeljev evropske integracije in se vprašali o vladavini prava oziroma o njenem spoštovanju, ko pa bomo pogledali izven meja Evropske unije. Upajmo, da nam bo čas dopuščal, da ne bomo pogledali zgolj do Belorusije, pač pa tudi dlje proti vzhodu, recimo do Kitajske. In zakaj ne bi danes pregovorili tudi besede ali dveh o slovenskem predsedovanju v svetu Evropske unije ter o konferenci o prihodnosti Evrope. Vse to v prihodnji uri s poslanci Evropskega parlamenta, dr. Milanom Zverom iz Evropske ljudske stranke, s poslanko Tanjo Fajon iz Zavezništva socialistov in demokratov ter poslancem Francem Bogovičem, prav tako iz Evropske ljudske stranke. Lepo pozdravljeni, rad bi pa povedal še to, da vsi, ki ne spremljate, ste vabljeni k aktivnemu sodelovanju, da pošljete svoje vprašanja in pričakujete seveda na njih lahko tudi odgovor evropskih poslancev. Začeli pa bi kar s povratkom poslancev in poslank v Evropski parlament na plenarno zasedanje v Strasbourg. Namreč tam bo prva plenarna seja po več kot letu dni. Najprej damo besedo poslancu Zveru iz največje politične skupine Evropskega parlamenta. Poslanec Zver, kakšen vtis o delu Evropskega parlamenta ste dobili ob tem, da dobro leto plenarna zasedanja niso potekala v Strasbourgu, pač pa izključno v Bruslju oziroma na daljavo? In pa seveda vprašanje, boste prihodnji teden v Strasbourgu? Hvala lepa za vprašanje. Najprej odgovor, ne bom v Strasbourgu, ampak Evropski parlament je vendarle dokazal v tem letu, da lahko normalno funkcionira tudi v teh posebnih pogojih, epidemioloških pogojih. Včasih smo imeli tudi do 5-6 sestankov na dan, pa je vse funkcioniralo. Z tega vidika je parlament se izkazal, moram reči, tudi logistično in organizacijsko. Sedaj, ko pa prihajamo nazaj v živo delo spet, tukaj pa so določene pomanjkljivosti in težave, recimo ne dovolijo vsem asistentom upravljati dela, ampak le enemu asistentu na poslanca, kar precej otežuje delo in nobenega razloga ni, da še vedno veljajo tako restriktivni ukrepi znotraj parlamenta. Še težje pa je sedaj v Strasbourgu. V Bruslju smo se nekako že navadili na to hibridno delo, medtem ko v Strasbourgu pa slišim, da je precej težav, zlasti za poslance iz drugih držav, ki imajo potem tudi določene probleme zaradi ukrepov, ki so sprejeti v Franciji pri vrnitvi v svojo lastno domovino. Tako da mislim, da bo fizična udeležba zelo šibka tokrat v Strasbourgu in jaz mislim, da bomo več ali manj online opravili svoje delo. Poslanka Fajonova, kakšen je vaš itinerarij? Boste vi odšli v Strasbourg? Ob tem pa me seveda zanima tudi, kaj ste pogrešali, česa pa niti najmanj v tem minulem letu, ko plenarnih zasedanj pač ni bilo v Strasbourgu. Ja, tudi jaz odhajam prihodnji teden v Strasbourg, bom pa šla potem na mini plenarko, ki bo teden pozneje oziroma konec junija v Bruslju. Od tja bo mogoče lažja. Ampak v resnici se je Evropski parlament zelo dobro organiziral. Mi smo od začetka praktično lahko delovali nadaljavo, bili so kakšni zapleti tehnični, ampak smo se nekako navadili. Ta hibridni sistem je dobro deloval in mogoče smo lahko celo zgled slovenskemu državnemu zboru, glede na to, da smo v takem velikem sistemu, kjer je več kot 700 poslancev iz 27 držav uspeli tudi vse odglasovati, tudi kakšno tajno glasovanje. Tako da pogrešala sem pa predvsem fizične stike. Zdaj fizične stike in s kolegi, veliko aktivnosti v parlamentu se dogaja na hodnikih, marsikaj se zmeniš bistveno lažje, kot je v digitalni obliki. Mi smo v tem obdobju res omejili delovanje zgolj na te sestanke delovnih skupin, odborov, plenarnih zasedanj. Bistveno manj je bilo teh različnih manjših sestankov. Tako da se veselim, da počasi prihajamo nazaj v normalo, je pa to, kar je rekel
kolega Milan, da naši asistenti pa ne morejo tako normalno delovati, kot mi drži. Namreč še vedno imamo precej stroga pravila v parlamentu, smo se morali navaditi, da nam in kot to merijo temperaturo, hoditi moramo omejeno po stavbi, kar strogi predpisi so tudi sicer še vedno v mestu Bruselj, ampak mislim, da se bo počasi to sprostilo. V Strasbourgu pa tudi jaz pričakujem zdaj prvič še manjšo udeležbo, tudi precej polemik je bilo od tega, ali gremo v Strasbourg ali ne, ker nekatere države, zlasti za mlajšo generacijo, ker je veliko naših strokovnih sodelavcev, ob povratku zahtevajo karanteno in to zaplete delo. Tako da še enkrat jaz upam, da se bomo kmalu vrnili v normalo. To zadeva tudi naše službene poti v tretje države. Namreč še vedno imamo tu veliko omejitev, nimamo dovoljenja za recimo pot v Srbijo, na Balkan, kjer imamo kar nekaj dela te tedne in mesece, ampak upam, da se bo tudi to kmalu sprostilo. Franc Bogovič, za katere pozitivne vidike dela ste bili vi najbolj prikrajšani, česa niti najmanj ne pogrešate? In prihodnji teden greste v Strasbourg? Pozdravljeni. Jaz, kolikor se je dalo, sem tudi v času korona krize bil v Bruslju, tako da lanski cel julij, september, oktober, tudi letos sem od marca naprej redno na sejah v Bruslju, ko se je to sprostil. Naslednji teden ne grem v Strasbourg, kajti je zelo veliko zmede. Ne vem, en asistent lahko gre, ko gre nazaj, se vrne v karanteno, v Strasbourgu bi sedel v svoji pisarni, ne na skupnem plenarnem zasedanju, tako da delim mnenje kolegov in kot sem že sam ne grem v Strasbourg, grem pa tako na naslednjo sejo junijsko v Bruselj, mini plenarko 23. Prav tako pa verjamem, da bomo do takrat, se pravi do julijske, že sprejeli tudi vse potrebno, da bodo uveljavljeni ti COVID certifikati in da bomo v Strasbourgu, ko bomo tudi predstavili prioritete slovenskega predsedstva, fizično prisotni v Strasbourgu. Pogrešal, kot vsi ostali kolegi, ta fizičen stik, zato sem poskušal tudi iti v Bruselj, kolikor se je dalo, kajti mislim, da se predvsem tam, kjer si kakšen poročevalec v senci, ne vem, ta teden sem bil na trialogu glede IPA 3, se pravi sredstva za države, ki se približujejo Evropske unije, smo ta teden tudi ta trialog uspešno zaključili na svetu in to enostavno ne moramo delati nadaljavo. Tako da je kar nekaj stvari, če se bolj globoko v posameznih področjih, moraš biti fizično prisoten. Pogrešal sem zelo pošteno tudi kakšno pivo na bruseljski terasi, kajti tam se velikokrat marsikaj pogovorimo in je bilo do nedavnega v bistvu pravzaprav to onemogočeno. Sicer pa pri tem vprašanju, kaj ne pogrešaš, se zelo hitro postavi to vprašanje potrebnosti ali pa upravičenosti sej v Strasbourgu. Tu so zaradi zelo kar zahtevne logistike, tudi v normalnih razmerah, velikokrat polemike o tem, ali bi to nadaljevali, vendar to je predmet in del pogodbe, zato za spremembo pogodbe rabimo soglasje vseh držav in sam sem pri tem realist in ocenjujem, da bo v Francijo zelo težko prepričati, da bi se odrekla sedeža Evropskega parlamenta v Strasbourgu. Sicer pa delim tudi to mnenje, da je tehnično organizacijsko delo potekalo nemoteno, včasih je celo zaradi teh številnih tako imenovanih webinarjev, online konferenc dan še veliko bolj zapolnjen, kot je bil v preteklosti. Predvsem je pa včasih kar težko, ko sodeluješ isti dan, vem, na 4-5 dogodkih z različnimi vsebinami in imaš neko aktivno vlogo. Tako je. Bi pa morda o tej temi, o kateri ste govorili zdaj na koncu, slišal vendarle tudi mnenje vaših kolegov. Namreč vemo, da so sedeži institucij pogodbeno določeni, pa vendar me zanima, je morda v tem času narasla zavest med poslanci o tem vprašanju, ki ponavadi vznikne zgolj pred volitvami v Evropski parlament, namreč o tem, da bi imeli zgolj en sam sedež, kjer bi imeli tudi plenarne zasedanje, skratka, da bi vse delo opravili v Bruslju. Je ta zavest narasla? Je morda pričakovati po vašem kakšne premike v tej smeri, da bi se od sedeža v Strasbourgu poslovili, ali zaenkrat to ostaja čisto nerealistično? Gospa Fajonova. Jaz si predstavljam, da smo se s kolegicami in kolegi navadili, da ne potujemo v Strasbourg in smo se večkrat da bi bilo dobro
bilo zaradi potrate časa, denarja, vseh poti preprosto sedež institucijo v Strasbourgu zapreti, ampak zato veste, da potrebujemo soglasje vseh držav članic Unije, tega že leta ni bilo. In tudi Franciji bi bilo potrebno, bili so različni poskusi v preteklosti za ta sedež Evropskega parlamenta, zagotoviti potem neko mednarodno organizacijo ali neko večjo institucijo, ki bi vsaj te lepe prostore, ki so v alzaški prestolnici, dodobra izkoristila. Tako da morda je kakšna želja več med kolegi, nismo se pogovarjali, da bi potovali zgolj v Bruselj, kjer nam je življenje in bivanje in delo bistveno lažje, ampak se bojim, da smo še vedno daleč od tega. Milan Zver, delite mnenje z vašima kolegoma? To je vas dokaj realno odgovorila. Težava je v tem, da pač Francija ne bo nikoli upustila te svoje priložnosti. V tistem tednu Francozi veliko zaslužijo, ker je to tudi ekonomski projekt, ne zgolj političen. Je pa to za Francijo tudi simbolnega pomena, da ima sedež, evropske inštitucije, parlament ima 3 sedeže, in če bi to spremenili, bi verjetno zadostili 90% evropskih poslancev. Mi smo že imeli enih 5-6-krat glasovanje o tem, včasih se podtakne single seat noter kakšne druge resolucije ali pa dokumente in je vedno sprejet, ampak poslanci sami o tem seveda ne moremo odločiti, to je meddržavni dogovor in kot je Tanja rekla, bi morali Franciji res ponuditi nekaj velikega, neke inštitucije ali neke evropske službe, mogoče banko ali neko osrednjo inštitucijo in jo dati preseliti tja. Bomo videli, kaj bo prinesla prihodnost. Tudi jaz bi si želel, recimo, da bi delovali v Bruslju, kjer je logistika organizacije pač ne boljše. Franciji pač ne. Kaj prinese prihodnost, pa poglejmo zdaj v bližnjo prihodnost, namreč ob umiranju epidemioloških razmer in pa v pričakovanju visoke turistične poletne sezone se, kot rečeno, uvaja digitalno potrdilo. Parlament bo o tem glasoval na tokratnem zasedanju. Gre za dokument, ki bo potrjeval, ali se je nekdo cepil proti COVID-u, ga prebolel ali bil nanj testiran. Poslanec Franc Bogovič, je s tem dokumentom dosežen njegov namen? Je nediskriminatoren, kot je bila želja zlasti na strani Evropskega parlamenta? Je bilo dejansko storjeno vse za varstvo podatkov in pa seveda, kje Unijo glede implementacije čaka največ dela? Samo en stavek še tudi na prejšnjo dodatno vprašanje okoli sedeža. Okoli sedeža sem že omenil, želim pa dodati to, da je najbrž lekcija iz COVID krize to, da bo pa mogoče v urniku našem kakšen teden več organiziran, tako da bomo lahko delali nadaljavo, pa tudi sami tako zelo praktično prispevali malce k zelenemu dogovoru. Kar se tiče digitalnega potrdila, sam ocenjujem, da bo vsekakor sprejeto. To je bila tudi pri pripravi resolucije prejšnjem zasedanju zelo velika enotnost med poslanci, da rabimo to potrdilo. Jaz sem trdno prepričan, da bodo tudi te ključni pomisleki, ki so bili odpravljeni, tako kar se tiče varstva podatkov in pa kar se tiče te diskriminatornosti, pa sam delim to mnenje, da sam se pravzaprav lahko odločiš tako za cepljenje, tako se odločiš tudi potem za uporabo tega certifikata in tisti, ki več potujemo, zelo dobro vemo, kaj pomeni vsak petek imanje testov, uporabiti 100 evrov, zapleti na letališču. Tudi če sam potujem preko Hrvaške in ko sem potoval nazaj Bruselj, Dunaj, Zagreb, pa potem Slovenijo, imel vse proučeno, da ne rabim PCR potrdila, ker sem bil v tranzitu na Dunaju. Za Hrvaško je dovolj diplomatski potni list in za tranzit, ampak ta kolega, ki je bil na tem šalterju na letališču, je rabo 20 minut, da je to ugotovil. In ravno temu se izogibamo, poenostavimo življenje, hitreje bodo stvari potekale, kdo ima zadržke do cepljenja, bo pač šel če bo želel potovati, se bo testiral ali pa vpisal to potrdilo. Tako da sam sem od vsega začetka zelo velik zagovornik tega potrdila in mislim, da bo tudi v
luči prihajajoče turistične sezone marsikaj rešeno. Ti zapleti se vidi, kot je doma, ne vem, digitalno potrdilo, identiteta, tu pa je kup nekih problemov, ki niso povezani s certifikatom, ampak s to uvajanjem digitalne družbe, kjer smo pa tako ali tako Evropejci v velikem zaostanku in tako, kot sem sam že večkrat dejal, da se slovenski šolniki skupaj s sindikati 5 let ne bi dogovorili za to, kar je korona naredila v 2 mesecih, bo mogoče tudi na področju digitalizacije zdravstva in pa tudi sicer stvar šla bistveno hitreje naprej. Kar se tiče varstva podatkov, pa jaz sem pri tem realist, odkar sem sprejel to, da nosim mobitel v žepu, sem priklopljen na celo vrsto teh aplikacij, mislim, da bo zelo, zelo težko poskrbeti za neko mojo absolutno varnost in pa to osebno pač varovanje podatkov in bodo ti certifikati bistveno bolj varni, kot mi sicer poprečni državljani počnemo to v vsakodnevnem upravilu. Tanja Fajon, je to tak dokument, kot ste si ga predstavljali? Vendar bo treba uskladiti še marsikaj v teh dobrih 3 tednih do trenutka, ko naj bi ta dokument tudi zaživel v praksi. Kaj bo najtežja naloga poenotenja drugih kriterijev med članicami? Ta dokument zahteva podobo, kakršno smo si v Evropskem parlamentu vse moje poslanske skupine res sprejeli. Da sem glasovala proti skrajšanemu postopku, ravno zato, ker je bilo veliko odprtih vprašanj in nejasnosti. Tudi dobivali smo res na stotine zaskrbljujočih pisem državljank in državljanov. Ampak v pogajanjih, ki so bila precej naporna, smo dosegli kar nekaj bistvenih izboljšav in tistih želja, ki so jih tudi nenazadnje izpostavljali naši Evropejke in Evropejci. Mogoče ne povem to, kar se mi zdi ključno. Ta COVID potrdilo ne bo nikakor omejevalo gibanja in ne bo pogoj za prehajanje meja. Fajon, dovolite samo trenutek, da vas prekinem. Vaš mikrofon izredno šumi, morda, če ga lahko samo postavimo tako, da probamo preprečiti kakšen šum. Aha, zdaj pa je v redu. Upam, da bo zdaj bolje, se opravičujem. V redu je. Nekaj podatkov, kaj smo uspeli doseči v pogajanjih in zakaj verjamem, da bo to potrdilo zdaj bolj naravnano prijaznemu potovanju ljudi. Namreč nikakor ne bo omejevalo gibanja in ne bo pogoj za prehajanje meja. To, kar je že delno tudi povedal Franci, mi smo vztrajali, da tudi PCR testi ali hitri testi, ki bodo alternativa potovanju, morajo biti brezplačni. Med državami so namreč precejšnje razlike in tudi v Sloveniji nenazadnje je PCR potrdilo test drago za ljudi, zlasti za družine, ki bi se odpravile na počitnice, in Evropska unija se je zdaj dogovorila, da bo zagotovila 100 milijonov evrov na leto, tudi zato, da bi države res lahko upravljale te teste brezplačno. Obenem ne smemo certifikatov uporabljati za druge namene, to je bilo tudi naše sporočilo in smo se dogovorili, in ta zakonska podlaga bo veljala zgolj za 1 leto. Čez 1 leto bomo pogledali, kako v praksi deluje to potrdilo, ki bo lahko tako tiskano kot elektronsko, bo brezplačno in ljudje se bodo lahko sami odločili, katero različico vzamejo. Države članice pa bodo lahko priznavale cepiva, ki jih tudi še ni odobrila EMA, jih je pa Svetovna zdravstvena organizacija. Tako da veliko izboljšav je, jaz upam, da 1. julija, ko naj bi začelo veljati, bo tudi v Sloveniji, bomo pripravljeni na to. Slišim, da Hrvaška že začela je izdajati, da ima drugačne postopke. Upam, da bodo vse države uspele čim prej usposobiti, ker če 1. julija tega ne bomo imeli, bo seveda potovanje bistveno teže, ko se bojo bližale počitnice in kaos na mejah. Prav tako, še enkrat, res je, ko potuješ iz Slovenije recimo v Belgijo, ti vsaka država med poti, ko si v tranzitu, zahteva svojo verzijo dokumentov. In to se iz tedna v teden spreminja in birokracije je ogromno. Zato jaz nazadnje verjamem, da eno tako potrdilo nam bo lahko res predvsem olajšalo potovanje, tu pa seveda je tudi ključno, da smo zagotovili varovanje osebnih podatkov,
zasebnosti. Tako da mislim, da bo nazadnje dovolj trdno jamstvo, da lahko v parlamentu glasujemo zanj. Dr. Milan Zver, morda niti ni potrebno gledati, kako poteka pot iz Ljubljane do Bruslja. Lahko pogledamo samo pot do sosednjih držav. Prehajanje za Slovence v Avstrijo, na Hrvaško denimo, ali Madžarsko, Italijo je drugačno kot za državljane teh držav pri prehodu v Slovenijo. Potrebno bo še kar nekaj usklajevanja. V različnih državah se zahteva različno dolge roke po cepljenju, da lahko mejo prečkaš brez odhoda v karanteno. Ali pa roka veljavnosti posameznega testa. Skratka, ali bo za imetnike covidnega potrdila ne bi smele veljati dodatne omejitve, razen če je to res nujno za zaščito javnega zdravja? Kako težko se bo poenotiti na evropski ravni glede enakih kriterijev? No, tako kot ste tudi samo ugotovil, lahko pa povem izkušnjo. Jaz sem pred 2 tednoma bil v Bruslu in prepotoval nekaj evropskih držav, ampak največje težave so bile prav v Bruslu, zato ker si notri v sistemu, potem seveda poskušajo dobiti v belgijskem sistemu določene zagotovila in podobno. Skratka, vrsto birokratskih postopkov, ki so bili popolnoma nepotrebni glede na mojo situacijo. To bo sedaj izginilo. Zdaj na ravni EU že deluje tehnični sistem, ki bo omogočil preverjanje teh certifikatov oziroma digitalnih potrdil EU za COVID-19, kot se uradno reče. Naslednji torek bomo glasovali po hitrem postopku, mislim, da bo v torek dopoldne glasovanje in jaz mislim, da bo, prepričan sem, da bo ta certifikat močno pomagal pri gibanju ljudi na ravni Evropske unije. Zdaj je naloga, predvsem naloga na državah članice, da čim prej uvedejo, mislim, da jih je 6 že uvedlo te certifikate, in da bo v kratkem tudi Slovenija, tako da bomo do julija zagotovo imeli tudi mi, Slovenci, to možnost. Predlagam, da pridemo k drugi temi, ki vas prav tako čaka prihodnji teden, in to je razprava. Ena izmed razprav se bo osredotočila na stanje spoštovanja načel pravne države in v tem okviru tudi o izvajanju določil uredbe o pogojevanju uporabe sredstev Evropske unije s spoštovanjem načel vladavine prava. Ampak, preden se dotaknemo, bi se ustavil pri odločitvi sodišča Evropske unije, kjer je Madžarska izgubila tožbo, s katero je hotela doseči ničnost odločitve Evropskega parlamenta o sprožitvi postopka po 7. členu, ker niso bili upoštevani vzdržani glasovi, pač pa samo glasovi za in pa proti. Milan Zver, kako vi komentirate to razsodbo? Po eni strani je v prid evropske institucije, ki ji pripadate, po drugi je poraženka država pod političnim vodstvom stranke, s katero ste stkali kar navdihujoče prijateljstvo. No ja, redu tudi tako lahko rečemo temu. No, kar se tiče zdaj te zgodbe Madžarske. Madžarska je takrat se zoperstavila te uredbe predvsem zaradi načina preštevanja glasov. Jaz se spomnim, da so imeli dokaj v redu argumente. Tudi po mojem mnenju Evropski parlament takrat ni dosegel kvoruma, ampak so se znašli in so potem izločili glasove, ki niso za, ne proti, in na ta način posegli v samo proceduro sklepanja odločitev po posameznih glasovanjih. In jaz sem še danes prepričan, da so Madžari imeli za svojo argumentacijo prav. To bi moralo že biti prej določeno na začetku, če kvorum in na kak način se doseže ta kvorum. Izločiti neopredeljene glasove iz štetja števila glasov pomeni, da si povečal možnost pozitivnih glasov za kvorum in si ga tudi dosegel. Ta odločitev, čeprav politiki ne bi tako govorili, se mi zdi sporna. In tukaj je Madžarska doživela eno, po mojem mnenju, krivično razsodbo. Ampak te zgodbe še taki konec, to je samo ena stopnička v celotni epizodi, ki se bo ta nadaljevanka nadaljevala tudi v zvezi z uporabo mehanizma, o katerem ste spraševal, vladavini prava.
Ja, o tem malenko spoznaj, ampak zaenkrat bi ostal še pri vas, namreč imamo vprašanje kolegice Simone Grmek iz Slovenske tiskovne agencije in sicer Zavezništvo socialistov in demokratov je predlagalo uvrstitev razprave o Sloveniji in spoštovanju vladavine prava na dnevni red tokratnega zasedanja, ampak s predlogom niso uspeli. Kakšno je stališče poslancev Evropske ljudske stranke do takega predloga? Kot je razumeti, neke podpore v vaših vrstah ni. No, veste, jaz sem bil kar negativno presenečen 2 dni nazaj, ko sem slišal, da stranka kolegice Tanje Fajon poskuša spraviti na dnevni red Slovenijo in nespoštovanje vladavine prava v Sloveniji. Skratka, postaviti na plenarno zasedanje točko dnevnega reda, kjer bi bila Slovenija na prangerju. In to se mi zdelo dokaj nefer, tik pred predsedovanjem Republike Slovenije svetu Evropske unije se mi je to zdel en tak hud udarec za Slovenijo nasploh. Tukaj ne gre za Janeza Janšo, ne gre za slovensko vlado, niti ne gre za EPP in naše stranke, ampak za državo kot tako. In moram priznati, da sem se precej potrudil, da sem poskušal nekatere ljudi v Evropi prepričati v nespodobnost takega predloga in na koncu nam je to uspelo, kar je zelo težko. Na kolegiju predsednika imajo levosredinske stranke več glasov kot desnosredinske stranke, torej tudi male stranke imajo en glas, tako kot največja evropska stranka, ljudska stranka. In običajno Evropska ljudska stranka izgubi, kadar se glasuje, kadar se merijo moči. No, tokrat pa smo vendarle uspeli prepričati nekatere, da to točko niso vrstili na dnevni red in to ne bi bilo dobro za Slovenijo in njen ugled tik pred začetkom predsedovanja. No, sedaj imamo to točko na mini plenarki, vendar ni Slovenija na prangerju, ne bo razprava o njej, vladavini prava, ampak nasploh splošna razprava. Poslanka Tanja Fajon, verjetno boste imeli kaj dodati k tej ideji, kot slišano, o nespodobnosti tega predloga. Bi vas pa vprašal še eno stvar, glede 7. člena, ki v skrajni fazi vodi k odvzemu glasovalnih pravic, denimo proti Madžarski ali Poljski. Postopki proti tema 2 državama so nekako v leru, so nekako zastali, že nekaj predsedstev Sveta EU ni sklicalo obravnav. Ali je po vašem mnenju ta odločitev sodišča Evropske unije, ki je pritrdila argumentom Evropskega parlamenta, razlog, da se opogumi sklic obravnav in to morda celo v času slovenskega predsedovanja? Zdaj, odločitev evropskih sodnikov je bila zelo jasna. In če potrdim samo to, da vlada madžarskega premierja Orbana že leta res bije bitke z Brusljem glede vprašanj, kot so neodvisnost sodstva, svoboda medijev, posegi v pravosodje, temeljne svoboščine in pravice, vrednote. Tudi slovenska vlada v zadnjem času bije te iste bitke. Zdaj, glede na to, da postopek zoper Madžarsko, ta 7. člen, teče že nekaj let in tudi zoper Poljsko, to je odločitev evropskih institucij, je se znašla res v slepi ulici, ampak jaz verjamem, da po tej odločitvi evropskih sodnikov, ki jo je treba resno vzeti, gre za močno institucijo, se bodo te postopki odvili naprej. To bi bilo edino pravilno tudi v času slovenskega predsedovanja. Zdaj, dejstvo je, da se madžarska in poljska vlada tu ščitita. Ko pa gre za razprave nasploh o pravni državi, o vladavini prava in dejstvu, da se tu je znašla tudi Slovenija, mi smo imeli v Evropskem parlamentu pred kratkim razpravo o političnem vmešavanju v neodvisne medije. Zdaj, jaz zelo obžalujem te interpretacije, da smo razpravo o Sloveniji, o pravni državi in o posegih v pravosodje zahtevali mi iz Slovenije, torej ker midva s kolegom Brglezom to zasledim na socialnih omrežjih, to je zelo zgrešena predstava, namreč tu so bistveno večji mlini, ki mijejo v Evropskem parlamentu, tu so bile 3
evropske velike poslanske skupine, ki so zelo resno zahtevale razpravo o Sloveniji naslednji teden. In ne drži, da s tem poslanske skupine niso uspele. Na to nas tuji kolegi opozarjajo. Mene dostikrat pokličajo kolegi parlamentarci iz držav v Evropi, zlasti nemški in avstrijski, ki so močno zaskrbljeni in tisti so gonilna sila v razpravah o stanju demokracije in pravne države. Ne drži, da nismo uspeli, razprava je uvrščena o stanju pravne države in pa Evropskega javnega tožilstva na drugo mini plenarno zasedanje. Obeta se delegacija poslank in poslancev, ki bo prišla tudi v Slovenijo, žal pregledovati dejstva, kaj se dogaja v Sloveniji. Mi smo pod sojem žarometov, ne misliti, da ni tako, nasprotno. V Bruslju nas zelo kritično spremljajo. In Evropska javna tožilka, glavna, pravi, da ima pravzaprav zvezane roke. Z veliko zaskrbljenostjo spremlja odločitev Slovenije o neimenovanju tožilcev in to ni tako nepomembna zadeva. Z zaskrbljenostjo spremlja tudi to, kar je v Sloveniji rekel državni tožilec, da gre tu, ko je vlada razveljavila postopke za nezakonito ravnanje, ki ni v skladu z ustavo. To je zelo zaskrbljujoče in ne gre za to, da Slovenke in Slovenci tu ali pa poslanci ene politične opcije izvažamo problem v Evropski parlament. Bistveno širši je ta problem, da se s tem ukvarjajo različne politične skupine. Mislim, da bi rad na to repliciral poslanec Franc Bogovič, ampak dovolite, da vam predtem postavim še eno vprašanje, ki se bolj navezuje k temi, ki smo jo pravkar načeli. In sicer, če je ta postopek po 7. členu, če se kaže kot neki brezzobi papirnati tiger, zakaj bi se ga pač nekdo bal? Ali če vprašam drugače, ravno zaradi te impotence takega postopka so se pospešile ideje o mehanizmu o pogojevanju porabe sredstev Evropske unije s spoštovanjem načel vladavine prava. Ampak tudi tukaj se zatika. Namreč Evropski parlament Evropski komisiji očita zavlačevanje z uveljavitvijo mehanizma pogojevanja. Vaš komentar. Drži, impotenca je dober izraz, tu se evropske vlade res med sabo ščitijo. Omenila sem prej Poljska in Madžarska, zakaj imamo ta zastoj v svetu Evropske unije, to gre za 7. člen, ampak zato smo začeli tudi razprave, da bi državam, ki ne spoštujejo evropskih vrednot, preprosto omejili črpanje evropskih sredstev, torej da bi šlo v nadaljevanje za pogojevanje. Tudi v Evropski parlament in če bo potrebno, šel tudi s tožbo proti Evropski komisiji, namreč nekje je treba narediti res. Države, ki danes kršijo te vrednote, to ni a la carte politika. Ko govorimo o Madžarski ali Poljski, tu so resne zaskrbljujoče kritike in to so največje prejemnice evropskih sredstev. Zdaj težko je čisto preprosto razložiti državljanom zahodnih, mogoče bogatejših držav, zakaj bi toliko denarja prispevali v evropsko blagajno in toliko solidarnosti in neka skupna pravila igre, ko imajo na drugi strani države, ki se požvižgajo na to. In preprosto, jaz mislim, da moramo pa tu v Evropskem parlamentu res vztrajati, da bo to pogojevanje sprejeto. Ne moremo denarja deliti, če na drugi strani ni spoštovanja pravil igre. Franc Bogovič, beseda je vaša. Ja, hvala. Najprej, kar se tiče delitve evropskega denarja, vladavine prava, korupcije in podobnih stvari, sam zelo zagovarjam, da je treba na tem področju narediti še marsikaj, vključno s tem, da dobimo te tožilce, da bodo spremljali in upam, da se tudi v Sloveniji ta postopek čim prej zaključi. Konec koncev naslednji teden tudi obravnavamo primer liberalca Babiša iz Češke, katerega konglomerat njegovih podjetij naj bi v lanskem letu prejel 40 milijonov evrov evropskih sredstev in to treba enostavno prekiniti, kajti sicer je večina teh sredstev iz evropske kmetijske politike, se bodo davkoplačevalci zelo upravičeno vprašali, zakaj je to možno. Tudi kjerkoli, v katerikoli državi, bodisi pri nas, bodisi, ne vem, na večkrat omenjam Madžarski, Češki ali pa kateri drugi, je treba enostavno tem stvarem gledati pod prste. Kar se tiče teh obravnav in pa te teze, kdo seli to temo v evropski prostor in kako stvari potekajo, lahko rečem, da po teh 7 letih sem si ustvaril
neko svoje stališče. Zanimivo je, da recimo odkar je bil Fidesz izključen iz EPP-ja, Fidesz in pa Orban sploh nista več tema pri socialistih, liberalcih, enostavno zdaj je na vrsti Slovenija, mogoče bo naslednja Hrvaška, naslednja Avstrija in se poskuša nek način voditi, za moje pojme, nek predvsem neproduktiven političen boj preko teh inštrumentov. Kar se tiče samega tega zasedanja, kot sem dejal, sem bil ta teden v Bruslu in tako kot je Milan dejal, sem bil tudi sam s predsednikom naše politične skupine, gospodom Webrom, sva z Romano Tomci imela sestanek in zanimivo je njegovo sporočilo. On je, to so njegove besede, zdaj kaj bom dejal, ne? Saj ni problem, da bi evropski socialisti bili prepričani, da je takšna nevladavina prava, ampak vaša delegacija to forsira in zato se je poskušal potem iti nazaj na normalne postopke. Mi imamo reden postopek pregledovanja vladavina prava. Zaključek prve razprave je bil, da in tudi premier je povabil Evropski parlament, Evropsko komisijo, naj pospeši postopke, naj naredi tako imenovano fact-finding mission, se pravi, da pridejo in vidijo, kakšno je stanje. Tako da, Tanja, oprosti, na tem primeru ne moram druga reči kot to, da selite ta naš notranji politični spor, včasih že kar malce preveč posiljeno v Evropski parlament in se mi zdi, da ravno v tem času, ko se ukvarjamo s tem, kako bomo predsedovali, kako bomo vodili konferenco o prihodnosti Evrope, kako bo Slovenija dala prispevek k pospešitvi približevanja Balkana z raznimi manevri, se želi enostavno okrniti ugled vlade, žal pa s tem krni tudi ugled Slovenije. Tako da jaz mislim, da nisem eden tisti, ki bi se z vsemi potezami vlade strinjal, jih zagovarjal bianko, vendar pa mislim, da se gre v tem primeru predaleč in dokončno potrditev mi je dal tudi gospod Weber s to svojo zelo jasno opredelitvijo in tudi na sami konferenci predsednikov je prevladal razum, da ni nobenega razloga, da bi zdaj separatno nekaj obravnavali Slovenijo, da gre to po teh rednih postopkih, kar se tiče pa te obravnave, bo pa v paketu in ne bo obravnavana samo Slovenija in slovenski primer, ampak tudi primer drugih držav, ki še niso dale svojih tožilcev, niso jih potrdile. Da pa ne bo nesporazuma, še enkrat želim, da tako v Sloveniji kot v ostalih državah čim prej ta postopek zaključimo, da dobimo ljudi, ki bodo bdeli dnevno nad porabo evropskih sredstev, kajti tu mislim, da so zelo veliki problemi in tudi kakšno nezaupanje več se bo na tem področju zgradil. Pri ostalih temih pa mislim, da gre za malce posiljevanje slovenske politične scene v Bruselj. Tanja Fajon, poslanec Bogovič je vrgel rokavico. Glede, če kolega iskreno verjameta, da Slovenija ni pod drobnogledom in pod resnimi kritikami strani Evropske komisije in institucij, se močno motita. To je precej zavajajoče. Zdaj, zakaj pa ni ta razprava v Sloveniji uspela? Še enkrat, 3 skupine politične so jo podprle. Ni pa uspela zato, za oba kolega informacija, ker liberalna skupina vztraja, da prej pošlje še preiskovalno delegacijo v Slovenijo. To je še slabše pravzaprav, ker bo ta preiskovalna delegacija pisala poročilo, sama veste, kakšni so postopki, in prinesla poročilo nazaj. Jaz to potezo pravzaprav podpiram, mogoče bi se morali prej bolje uskladiti. Mi je pa vsaka taka stvar, ko je Slovenija kritično pod drobnogledom in žal je pravzaprav škoda za našo državo, za ugled naše države. Jaz zadnjih 20 let iskreno se v Evropskem parlamentu borim za Slovenijo, za njen ugled, za naše ljudi in to delam in bom delala tudi naprej. Morate pa vsi razumeti, da so tu tudi drugi ljudje in druge institucije, ki opozarjajo na probleme. Nismo mi tisti, ki ustvarjamo problem so tisti, ki šibijo podobo naše države v Sloveniji. Zdaj pa mogoče samo še zadnja informacija. 20 let živim, delam, sem povezana z Brusljem in evropsko politiko. Prvič v moji karieri se je zgodilo, da bodo danes večer v Bruslju demonstracije na kolesih Slovenk in Slovencev, ki so zaposleni v institucijah, v podpori z drugimi prijatelji,
ker so zaskrbljeni nad ravnanji te vlade pred predsedovanjem Svetu Evropske unije. To pa mislim, da se dogaja prvič. In tudi to nam mora biti v opozorilo. Dr. Milan Zver, preden vam dam besedo, mislim, da bi rad repliciral še Franc Bogovič. Želel sem samo to reči, da pod drobnogledom so vse države. Zato se tudi pripravlja letno poročilo. In na prejšnji obravnavi je bilo že dogovorjeno in strani vlade so bile povabljene evropske institucije, da pridejo v Slovenijo. Zato je bilo zdaj ugotovljeno, da je to mrcvarjenje iz meseca v mesec odveč in sam trdim, da nam škodi. Glede kolesarjev pa tudi še kakšne drugih povezav, pa vse so znani tisti, ki pozivajo kolesarje na ulice v Sloveniji in v Bruslju najbrž isti. Če to izraz nestrinjanja z vlado, je legitimen in bo pač ena kolesarska akcija več v Bruslju. Res pa je, da je v Bruslju tudi sicer precej več kolesarjev na cesti, tako da najbrž niti ne bodo tako opaženi, kot so v Ljubljani. Malce ironično, vendar pa mislim, da gremo včasih malce predaleč. V tem notranjem političnem boju za vsako ceno in ga žal ne morem drugače razumeti kot to in se mi zdi, da neproduktivno, kajti smo v času, ko se moramo tako v Sloveniji, kot kje druge v marsičem povedati in bodimo tako potrpežljivi, pa počakajmo volitve, ki bodo lahko takoj po predsedovanju. Dr. Milan Zver, imam občutek, da ste želeli nekaj dodati k temu dialogu vaših kolegov, ampak dovolite mi predtem še eno vprašanje in sicer izhodiščno za ta del pogovora. Namreč Evropski parlament je pripravljen zoper Evropsko komisijo ukrepati s pravnimi sredstvi zaradi zavlačevanja pri sprožanju mehanizma. Ali podpirate takšen pristop, tako tožbo? No, najprej bi rad poudaril, začutil sem veliko veselje kolegice Tanje, da bodo jutri kolesarski protesti pred Evropsko komisijo. Meni so se zdeli dokaj nerodne priprave včeraj in predvčerajšnjim te skupine, ki je to pripravila in me prav zanima, kako bodo vse skupaj to izvedli. Zagotovo pa ne bo to neki prispevek k ugledu Slovenije v Evropski uniji. Če bi pogledali ali pa naredili neke sporednice z njihovimi aktivnostmi, ki so dokaj agresivne in ekstremne v Sloveniji. Upam, da ne bodo svojega obraza iz Slovenije nesli še gor. Prej bodo naredili škodo sebi kot komu drugemu, ampak vendarle ti poskusi zame se mi ne zdijo korektni. No, glede vašega vprašanja. Ta mehanizem bo slej ko prej začel veljati, torej bo vplival tudi na dinamiko črpanja evropskih sredstev. Tukaj nam lahko tovrstne akcije, ko smo govorili prej od njih, ali pa poskusi rušenja ugleda države na Evropski uniji samo negativno vplivajo na položaj Slovenije. V prihodnosti bodo službe, ki bodo ta mehanizem pripravljale, da gre potem na izvrševanje, jemale informacije iz nabora, tudi tovrstnega nabora, političnega, ne samo strokovnega. In vsi tisti, ki danes z veliko pompom tolčejo po Sloveniji, dolgoročno delajo veliko škodo Sloveniji. To lahko vpliva tudi na uveljavitev mehanizma pri črpanju. Lahko ima konkretne ekonomske in socialne posledice za Slovenijo. Zato se mi zdi tako brezglavo udrihanje po Sloveniji, pa da ni vladavine prava in podobne stvari, lahko v nekem smislu v tem kontekstu škodljivo. Tudi sam sem v preteklosti kritiziral vladavino prava v Sloveniji, ampak tisto je imelo zgolj politično osnovo. Sedaj pa imajo tovrstne izjave, še posebej tako agresivno artikulirane, lahko dejansko učinek in to na dinamiko črpanja evropskih sredstev. Ali pa sploh ne črpanja dela evropskih sredstev. V tem smislu je to razlika. To, kar počnejo danes naši levi politiki v Evropskem parlamentu in druge organizacije in protestniki, torej ima neki politični efekt, ali pa lahko ima. Jaz se bojim, da bo imel.
Ne gre torej samo za nižanje ugleda Slovenije v času predsedovanja, ampak ima lahko dolgoročne posledice. Govorite o ugledu Slovenije, pa naj vas v tem kontekstu vprašam o še eni zadevi, in sicer ravno ta teden je steklo delo Evropskega javnega tožilstva. Mi lahko, prosim, poveste, kakšen je vaš pogled na to vprašanje, tako z evropske dimenzije, kot pa iz slovenskim neimenovanjem delegiranih tožilcev? Dejansko to ne pomeni nobenega, to ni tema na ravni evropske politike. Mogoče predsednica sodišča tožilstva nekajkrat poskušala napraviti to za evropsko temo, ampak to je suverena pravica slovenske vlade, da se odloči o tem, kako bo ravnala, in ni prav, ne, da tožilstvo, ki je sestavni del izvršne oblasti, za hrbtom poskuša kadrirati na evropske funkcije ljudi mimo vlade, in to ni korektno. Ostalih pravnih posledic in razlogov za ta spor sedaj v Sloveniji pa ne poznam. Tanja Fajon, želeli ste repliko? Zdaj smo že pri evropskih tožilcih. Jaz bi vseeno rekla, da to ni nepomemben primer, namreč vseh sumov goljufij ne bo mogoče učinkovito preiskati brez evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije. In to, kar je tudi rekla evropska glavna tožilka, da je zaskrbljena v Sloveniji, in tudi glede na izjave, ki smo jih slišali v Sloveniji, državnega tožilca Škete, da bi vladina razveljavitev postopka imenovanja delegiranih tožilcev lahko pomenila tudi arbitrarni poseg v neodvisnost tožilstva in da je v nasprotju, to, kar sem že prej dejala, za ustavo, je nekaj, o čemer bomo zagotovo govorili na plenarnem zasedanju, ker Evropsko javno tožilstvo je pravzaprav vzpostavljeno zato, da bi preprečevalo korupcijo, goljufije in tako naprej. Zdaj pa samo zaključim še tisto prejšnjo razpravo zelo na kratko. Jaz mislim, da se lahko vsi strinjamo. Slika Slovenije v Bruslju še nikoli ni bila tako slaba. Zdaj, kako se pa strinjamo, kdo je pripeljal do takšne situacije, je pa očitno različno. Jaz verjamem, da je res predsednik vlade tisti, ki edini skupaj z vladno koalicijo rušijo ugled naše države. Jaz bi na tem mestu vendarle prišel še k zunanje političnim temam, in sicer ob samem uvodu sem omenil ukrepe povezane z Belorusijo, ko gre za vprašanje mednarodne aktivnosti v tej zadevi in pa pristankom letala na njenem območju in aretacijo novinarja ter aktivista Romana Protasjevića. Ali je bila Evropska unija oziroma Evropski parlament dovolj ostra do Belorusije? Kaj lahko na tem primeru povemo o enotnem pristopu vseh institucij, enotnem pristopu Evropske unije, Franc Bogovič? Ja, na prejšnje teme bi se lahko še pogovarjali dolgo časa, pa bi imeli različna mnenja, tako da se ne bom ponavljal, razen to, da želim, da vse države čim prej določijo tožilce, kajti mislim, da je črpanje evropskih sredstev nekaj, kar mora biti pod drobnogledom, in mislim, da bomo Slovenci lažje kot še kdo drug ovrnili sum na tem področju. Če pa je kaj narobe, pa hvala Bogu, da se čim prej razišče. Kar se Belorusije tiče, me veseli, da je bil enoten odziv. Zdaj v Evropski uniji je vedno tu enoten, govorim, da smo tako v parlamentu kot v komisiji, svet, se ni zgodil kakšen ciper ali pa kaj podobnega, kot se včasih zgodi, in da je bila enotna obsodba in tudi ti ukrepi so bili sprijeti. Zdaj, ali ima Evropska unija s to svojo mehko močjo, kot radi rečemo, učinkovite ukrepe proti takšnim diktatorjem, ki enostavno očitno ob koncih svojih karier nimajo kaj drugega kot to, da vztrajajo na svojem položaju, ali pa jih, ne vem, kasneje prime roka pravice. To imam tako stališče v kar nekaj voditeljih, ki danes širom po svetu vodijo pomembne države, pa to že več kot desetletje, dve, in na koncu to, o čemer smo prej govorili, nimajo evropskih tožilcev, da bi pregledovali korupcijo v državah, in ko se enkrat to zgodi, imaš potem zelo običajno zelo nerodne odstope iz teh mest oziroma se držijo
teh mest kot pijanc plota. Tudi v Belorusiji je najbrž tako. In z temi ukrepi jaz bi bil prvi, ki bi jih proti Belorusiji še zaostril in enostavno se mi zdi, da grejo stvari predaleč. Vidimo, kaj vse se dejansko to letalsko piratstvo lahko zgodi. Vidimo nesrečnega upornika, ki si je na koncu sam želel vzeti življenje na sodišču, ko se je prirezal v vrat. Vsi smo govorili z gospo Svetlano Tihanovsko, ki nam je z prve roke razložila, kakšna je situacija, in mislim, da gredo resnično v tej državi stvari čez rob in enostavno Evropska unija ne sme pustiti beloruske opozicije same v tem primeru. Proti koncu naše debate gremo in le še vprašanji vašima kolegoma. Dr. Milan Zver, na rednem letnem posvetu slovenske diplomacije v začetku tedna je predsednik slovenske vlade povsem jasno opozoril na še večjo bipolarnost sveta, kjer se Zahod, v mislih je imel Evropo in pa Severno Ameriko, z napori postavljata na noge, medtem ko Kitajska gospodarsko prosperira. A se lahko na tem mestu znova vprašamo o enotnem pristopu Evropske unije do Kitajske, morda v kontekstu našega interesnega območja? Namreč medtem ko Peking širi svoj vpliv na Zahodni Balkan, se Unija nikakor ne more dogovoriti o pospešku širitvenemu procesu v to regijo. Dobro vprašanje, ampak še prej bi samo kratko repliciral kolegici Tanji, ki je govorila o padcu ugleda Slovenije sedaj na evropski ravni. Številke vas demantirajo. Kadar govorimo o indeksu ekonomske svobode, indeksu medijske svobode in pa indeksu demokratične klime, so ti indeksi in uvrstitve Slovenije vedno višje takrat, kadar je desnosredinska vlada oziroma običajno zdaj zadnje Janševe vlade, ko so na vladi. Torej, in v tem smislu ima Slovenija boljši ugled in boljšo reputacijo v svetu, kadar so desnosredinske vlade na oblasti. Sedaj pa glede globalnih problemov, res je, tako imenovana sinik civilizacija je ekspanzivna, neverjetno, ne gre samo za Balkan, gre tudi za Afriko in druge predele sveta, ekonomsko jim gre dobro že vrsto let in pojavljajo se tudi svojevrstne teze, da tako avtoritarni in totalitarni sistemi nekako bolje zadovoljujejo javne storitve, kakor demokratični sistemi. In to je resnično svojevrstna nevarnost tudi za demokracijo in prihodnost naše evropsko-ameriške civilizacije. Tako da se bomo morali v tem soočenju še veliko narediti. S Kitajsko imamo izkušnje več negativnih kot pozitivnih. Kitajska prodira ekonomsko tudi k nam z delom, z socialnim dumpingom in podobno. Tukaj bi že morali pred leti postaviti zelo močne torej tega gospodarskega sodelovanja s Kitajsko. Ampak tukaj vemo, da je Nemčija močno vezana na kitajsko gospodarstvo že desetletja in desetletja in tukaj tudi Nemčija vodi glavno igro v odnosih, urejanju odnosov z Kitajsko. No, bomo videli, kaj bo prinesel vrh EU-ZDA, ki bo 13. junija, 12. in 13. junija in jaz mislim, da bo pomembna tema tudi ne samo Belorusija, ampak tudi Kitajska. No, kar se Belorusije tiče, sem tudi jaz za uvedbo novega cikla ukrepov, 3 so že bili sprejeti in segajo vse do vrha nomenklature, ki vlada v Belorusiji in jaz sem tudi, tako kot je povedal kolega Bogovič, še za dodatne zaostritev ukrepov proti tej državi. In še čisto za konec vprašanje poslanki Fajonovi. Nekatere članice negujejo precej živahne gospodarske odnose s Pekingom, denimo Madžarska in Poljska, medtem ko druge spoznavajo, da je čas, da se distancirajo. Tako je na primer Litva se odločila, da izstopijo z povezave 17+1, ki skuša interesno združiti Kitajsko ter pa ves ta pas vzhodno in južnoevropskih držav, od Baltika pa do Sredozemlja. In tu Unija nikakor ne more najti nekega skupnega pristopa. Ali to drži? Drži, ja. Zdaj Evropska unija pogosto v zunanji politiki zelo težko govori z enim glasom,
ker imamo notranje vrsto različnih pogledov, predvsem pa različnih interesov. In to se kaže v odnosu do Kitajske, se kaže nenazadnje v odnosu do našega sosednjega Balkana. Zdaj res je, da se Kitajska gospodarsko zelo hitro postavlja na noge, Evropa in Severna Amerika, kot ste tudi sami rekli, bistveno počasneje. Mi smo lahko v Evropskem parlamentu in tudi smo pogosto kritični, tako je bilo v primeru do Belorusije in Mostrije, tudi do Lukašenka oziroma njegovega režima. Potem se v praksi bolj malo zgodi tista pomoč mednarodne skupnosti, ki jo država v takem primeru najbolj potrebuje, konkretna, ne sme biti zgolj na načelni ravni. In tu se nam običajno res zapleta, tu pa gre potem za vpliv, za denar, za različne interese, nažalost, in vedno se znajdemo v tem primežu drugačnih pogledov. Leta si trudimo, da bi Evropska unija govorila z enim glasom, zato smo pred leti vzpostavili tudi Evropsko zunanjo službo. Ampak dokler tam ni res združenih vseh zunanjih politikov en skupni interes, se nam to ne bo posrečilo. Zdaj mene najbolj skrbi predvsem naša soseščina, kjer so v odsotnosti te skupne močne evropske zunanje politike nam dogajani zelo hudi izzivi. Ta širitev na Zahodni Balkan se zdi bolj samo še na papirju, odmik držav pa od tega procesa zmeraj bolj realen, tudi glede na to, da narašča in politična in ekonomska nestabilnost, da se dogaja brain drain mlade generacije. Je to v bistvu regija, na katero bi morali v času predsedovanja res usmeriti vso pozornost za to, da imamo stabilno in povezano Evropo. In na tej točki končujemo današnjo razpravo. Najlepše bi se zahvalil prav vsem, ki ste se nam pridružili, zlasti pa vam, poslanka in poslanca, za mestoma zelo žgočo debato. Me veseli, da so se obrusila mnenja. Vse ostale pa vabim, da se nam pridružite ob naslednji priložnosti, ko bomo več prostora namenili slovenskemu predsedovanju in pa konferenci o prihodnosti Evrope. Za zdaj hvala lepa in pa lep pozdrav.